Pozdravljeni! Trk med Sebastianom Vettelom in Charlesom Leclercem na veliki nagradi Brazilije ima lahko bistveno globlje posledice, kot si mi na prvi pogled mislimo. Namreč trki med moštvenimi kolegi v Formuli 1 niso redkost, videli smo jih že kar precej. In ni nam treba iti nazaj v zgodovino, naprimer v čase Ayrtona Senne in Alaina Prosta pri McLarenu, da bi videli kak tak primer. Imeli smo jih kar nekaj bliže nam v, bližnji preteklosti, kateri so izjemno zanimivi. In če pustimo tisti interni dvoboj med Estebanom Oconom in Sergiom Perezom pri takratni Force Indy, in če se koncentriramo samo na tiste primere, naprimer, ki smo jih videli pri Mercedesu in Red Bullu, vidimo, da taki odnosi med moštvenima kolegoma ne vodijo daleč. Kar je zanimivo v primeru trka Vettela pa Leclerca je to, da so komisarji odločili skladno s tistima dvema primeroma, katera sem citiral. Namreč v Španiji v sezoni 2016 sta trčila Lewis Hamilton in Nico Rosberg in komisarji so odločili, da sta oba odgovorna za tisti trk. Podobno so odločili v Bakuju 2018, ko sta trčila Daniel Ricciardo in Max Verstappen. To, da nihče izmed vpletenih ni naredil dovolj, da bi se izognil trčenje, nam pove dosti o situaciji v skuderiji Ferrari, namreč gre za nek interni boj. Oba hočeta biti prvi zvezdi in prav tu je tista situacija, kjer najkrajšo potegne skuderija. Namreč, ukolikor ste opazili, 90. obletnica nastanka skuderije Ferrari je bila prav v dneh velike nagrade Brazilije. In tudi na sami dirki oba Ferrarija nista blestela, a ta dvojni odstop je javno podobo ekipe še bistveno poslabšal. A če pustimo zdaj to pri strani, je vprašanje nekje drugje. Kako bosta ta dva voznika sodelovala v bodoče? Namreč upam, da je vsakomur izmed nas jasno, da ukolikor želi ekipa osvojiti naslov svetovnega prvaka med vozniki in med konstruktorji, morata oba člana ekipe sodelovati med seboj. In sam menim, da Charles Leclerc in Sebastian Vettel po vsem tem, kar se je zgodilo v tej sezoni, bosta izjemno težko sodelovala. In vsi vemo, kakega karakterja je Sebastian Vettel, kako se mu pogostokrat zmrači pred očmi in česa vsega je sposoben. Po drugi strani imamo Charlesa Leclerca, kateri je po mojem mnenju bistveno bolj zvit od tiste podobe, ki jo kaže v javnosti, in mislim, da tudi v tej priložnosti je tudi vedel, kaj se bo zgodilo in ni odreagiral, zato ker on ne bo izpadel kriv. Kot sem povedal, škoda je bila narejena ekipi in v preteklosti smo videli tudi primere pri Ferrariju, ko so za bistveno manjši greh letele glave. Spomnimo se samo Alaina Prosta leta 1991, kateri je samo bolid primerjal s tovornjakom in ni imel več pogodbe. S tem, da lahko diskutiramo, kako uspešen je bil tisti bolid in kako upravičena je bila ta primerjava. A vseeno, kakšne alternative ima Ferrari za sezono 2020? Pod pogodbo imajo Hartleyja in imajo Verlaina. Mislim, da nista ustrezni menjavi in tudi Giovinazzi, kateri je res pri Alfa Romeo Racing, mislim, da ni primeren za biti v prvem moštvu. Po drugi strani na tržišču bo Nico Hülkenberg, kateri pa mislim, da številko 27 na Ferrariju osebno mnenje ne sodi z njegovo kvaliteto in tudi mislim, da na splošno, čeprav boljši od vseh teh, ki sem jih citiral do sedaj, no mislim, da ni pravi. A pojdimo še korak naprej. Problem, ki je nastal med Leclercem in Vettelom, ni toliko problem osebnosti obeh voznikov, ampak problem vodstva. Že v samem začetku bi morali v ekipi razčistiti, kdo je prvi, kdo je drugi. A imamo 3 figure, katere svojega poslanstva niso opravile. Binotto, Camilleri in Elkann. In da vas spomnim, Elkann je tisti, ki je javno zatrdil, da kljub temu, da Ferrari ni zmagal dirke, je dosegel najhitrejši krog in zato je z dirko zadovoljen. Seveda, nekdo mu bi moral pojasniti, kdo je tisti, ki zmaga dirke, a pustimo sedaj to pri strani.
Je problem v sami ekipi, da prihaja do takih notranjih sporov? Je problem, da se mnogi praktično rešujejo svoje glave na uspehih Charlesa Leclerca in na neuspehih Sebastiana Vettela? Možno je, čeprav nimam virov in dokazov za kaj takega. Prav zanimivo dejstvo je, da je Charles Leclerc tisti v sezoni 2019, ki je osvojil največ pole positionov, a če pogledamo, koliko jih je pretvoril v zmage, vidimo, da je rezultat bolj kilov. In spomnimo se tudi vseh napak, ki so jih naredili v ekipi sami, kjer bi lahko marsikaj rekli o ekipi, a vkolikor se bo govorilo o sporu med Vettelom in Leclercem, bodo te napake šle v pozabo. Menim, da je kriza v skuderiji Ferrari tudi odraz tega, da mnogi rešujejo svoja delovna mesta, svoje pogodbe, svoje položaje in za sezono 2020 ne vidim kakšne, dobre rešitve za nastalo situacijo. Možno je, da se bo ta spor nadaljeval in mislim, da v takem primeru bojo lahko drugi še z večjo lahkoto osvojili naslove svetovnega prvaka. Vsekakor je odraz tega, da verjetno na določenih mestih niso izbrali pravilnega kadra. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.